Z vami olimpijske igre na nek način razgalijo značaj športnika. Kaj bi rekli, da se pri vas pokaže, ko ste pod največjim pritiskom? Ja, mislim, da lih pod največjim pritiskom ponovadi precej dobro funkcioniram. Tudi tiste sezone, ki so najbolj stresne, so ponovadi pri meni najboljše, nekako ne znam nastopati in ne tekmujem dobro takrat, ko je vse preveč enostavno. Tako da v bistvu olimpijska sezona oziroma vse težke sezone so nek svojevrsten izziv in se mi zdi, da takrat se pokaže tista moja lastnost, da se znam zbrati, znam nekaj več pokazati, dati nekaj več od sebe in mislim, da je to precej dobra stvar. Fantastična stvar je tudi za kariero, ki bo sledila po športni karieri, verjemite, res dobro, če človek zna dobro odreagirati pod pritiskom. Tija, kakšno vzdušje pa vi pričakujete ob progah? Prej smo slišali Timija in Anžeta, ki pravite, da upata, da bodo slovenske zastave v zraku. Kako vi pričakujete to olimpijsko vzdušje? Pa tudi Italijani obožujejo smučarski tek, ne? Tako da bo po mojem kar glasno. Jaz mislim, da bo kar zanimivo. Tudi vem, da bo prišlo veliko navijačev, starši, družina, prijatelji. Verjamem, da od vseh nas, tako da se zelo veselimo, da bomo videli to. Pomaga, ko pridejo krizni trenutki na tekmi, če kdo navija? Teh kriznih trenutkov zna biti kar veliko, tako da mislim, da kar pomaga, ker slišiš nek domač glas, pa te spodbudi, tako da pride to prav. Lucija, kako dobro pa znate vi, če se zdaj navežem na to, kar je dejal Vili, prenesti stvari, na katere nimate vpliva, se pravi neki zunanji dejavniki, vreme, nekaj se zgubi, nekaj recimo zamudite, ne, kot se je zgodilo zdaj s skakavkam, ko se jim odpovedal let. Kako dobro prenašate te nepredvidljive situacije? Pa mislim, da počasi se kar učim, no, da pozabim na to, se sfokusiram na to, kaj jaz lahko naredim, da se še zmeraj pripravim na tekmo, tako kot se zagre. Tudi letos smo imeli neki tekem, da je snežil, tako da upam, da sem se zdaj to dobro naučila, da če pride do tega na olimpijadi, bo v redu. Se pravi, ne glede na vreme, ostajate osredotočeni? Ja. Zelo dobro. Neža, za vas sem pa prihranila zadnje vprašanje, ker tudi če bi šli po abecedi, bi se na koncu pogovarjala z vami, Neža Žerjav. Najbrž ste že šole vajeni, ne, da ste bili na koncu seznama. Kako bi zaželeli vsej tej čudoviti slovenski olimpijski reprezentanci in tudi vam, štirim, neko spodbudo ali pa neko motivacijo za olimpijske igre? Kaj želite sebi in vsem vam? Predvsem, da se stvari iztečejo po zastavljenih načrtih. To, da tekačica pravi, naj se stvari iztečejo, je zelo dobra besedna igra. Še kakšna želja? Mislim, da ima vsak svoje osebne želje, tako da mogoče ne bom insinuirala, kaj nekomu pasalo. Drage tekmovalke, dragi tekmovalci, vsi skupaj, naj se torej vaše osebne želje uresničijo. Hvala lepa vsem.